tekmo proti turški prvoligaški ekipi Istanbul BB se je za nogometaše Maribora končal niz pripravljalnih preizkušenj, ki so prinesle veliko koristnih spoznanj. Zanimive tekme proti nasprotnikom različnih slogov igre s preizkušanjem takšnih ali drugačnih taktičnih zamisli. Vse z namenom, da bo sezona, ki se uradno začenja že v petek v Ljudskem vrtu, znova uspešna. Zelo dobrodošla tekma. Jaz mislim, da rezultat je bil realen, 0:0. Dobra tekma pred superpokalom. Pripravljamo se na superpokal in mislim, da je ta tekma dobrodošla. Mislim, da smo dobro pripravljeni zdaj na ta ciklus, ta superpokal, pa te evropske tekme, pa prvenstvo. Tako da dobro smo pripravljeni. Mogoče v nekih taktičnih stvareh še malo lovimo, ampak mislim, da ne bo nekih velikih problemov. Mislim, da je zelo vse v redu. Dvoboj v Kidričevem proti finalistu turškega pokalnega tekmovanja se je končal brez golov. V bolj ali manj enakovrednem dvoboju velja omeniti vrnitev na igrišče Aleša Mejača. Po dolgi odsotnosti je tekmovalne občutke vračal do 65. minute. V prvem polčasu je bil po vodnih kombinacijah v kazenskem prostoru z mariborske strani najkonkretnejši Mertel. Njegov strel iz 18 metrov je obranil vratar Hasagić, sicer reprezentant Bosne in Hercegovine, ter žogo odbil v kot. Turki so do odmora enkrat resneje zapretili, boljše izpeljanih akcij pa jim slovenski prvaki niso dovolili. Dvakrat se je z dobrim posredovanjem v drugem polčasu izkazal Pridigar. Ki je zbrano spremljal dogajanja na igrišču, čeprav ni imel preveč dela. Bližji zadetku in zmagi pa so bili po boljši igri v nadaljevanju tekme mariborski nogometaši. Kar dvakrat so namreč tekmeci preprečili, da bi se jim zatresla mreža z izbijanjem žoge pred golovo črto. Takoj v začetku drugega polčasa so v gneči v kazenskem prostoru uspeli preprečiti namero Ploju. Na podoben način pa se je ekipa iz Istanbula rešila poraza ob udarcu Cvijanovića, ki je ob Pridigarju in Argosu edini v mariborski ekipi ostal na igrišču vseh 90 minut. Zdaj se pozornost že usmerja k začetku novega tekmovalnega obdobja. Po povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov bo znano, kdo bo prvi nasprotnik na evropskem prizorišču. Darko Milanice je tako odpravil v Luksemburg, da zbere še dodatne informacije o ekipi, ki bo v torek, 12. julija ob 20. gostovala v Ljudskem vrtu. Kot ogrevanje pred evropsko vročico pa bo v petek ob 20:45 na sporedu tekma za superpokal. Državni prvak NK Maribor in pokalni zmagovalec prejšnje sezone NK Domžale bosta v Ljudskem vrtu odločala o prvi lovoriki v novi sezoni. Dobili bomo prve delne odgovore na vprašanje, koliko drugačna bo podoba Maribora v novi v primerjavi s prejšnjo sezono. Niti ne. Kvečemo vsi igralci se skoraj ostali. Dobili smo dosta dobre okrepitve, ki so dobrodošle za našo ekipo in mislim, da ni nekih velikih sprememb.